Ja, pozdravljeni. DeepSeek. Zdaj vsi pišejo o tem, si govorijo o tem, borze se majajo, denar gre iz Amerike na Kitajsko in take stvari. Pade delnic, težave v podjetjih in tako. V glavnem, kaj je to? Jaz v bistvu nisem poznala, zdaj letos, oziroma ta mesec je DeepSeek, pač to je umetna inteligenca kot ChatGPT in podobno, a ne, pač so zdaj njihov uspeh je v tem, to je kitajsko podjetje, 2003 ustanovljeno, malo sem šla raziskovati. V glavnem, oni so 2003 ustanovili podjetje, neki zelo izkušeni programerji so zadaj, in to je umetna inteligenca, z vsem se ukvarjajo. V bistvu recimo zdaj tole, mene sicer to najbolj zanima, tole je Janus Pro, v bistvu pač generiranje slik, tako da tole lahko preizkusite. Zdaj, v čem je prednost tega DeepSeeka, zakaj se vsi tega bojijo, tega kitajskega podjetja, ker je precej malo denarja, 6 milijonov dolarjev, to ni veliko, za tako podjetje razvil zelo poceni model, ki je odprtokoden, sicer ima kar neki kritik, ker je pač kitajski, ker je reguliran, ampak ChatGPT je tudi reguliran, pa je od ZDA, kot pač je, sigurno je pač na to zahodnjaško foro ZDA pač narejen, tako da mislim, da te kritike so neupravičene, pač kitajski modeli so za Kitajsko narejeni, ZDA modeli za ZDA narejeni, ne? Pač kakor je filozofija teh kultur, ne? Pač to je treba, za nas uporabnike to ni pomembno, važno je samo, da razumemo, da so te kulture take, kot so, in seveda greš čez to in ga uporabljaš za tisto, kar ga potrebuješ, ne. Zdaj, jaz ga še nisem uporabila, zdaj što se v tem, da pač je res poceni model, ki je odprtokoden, kar pomeni, da tako kot ChatGPT lahko vzamete kodo, naredite svojo inteligenco in je v bistvu uporablja veliko cenejše tehnologije. Zato je problem teh velikih korporacij, kot so Intel, recimo, ki ima zelo drage čipe, in pa tudi grafične karte ne more več toliko konkurirati in je seveda pač denar iz teh podjetij, kot je Intel, šel v to podjetje, ne. Pač kapital se seli tja, kjer je cenejši, kjer je možnost, kjer pač tudi to je boom, to je hype, to so stvari, kjer se ljudje nekaj med sabo dogovorijo, domenijo in potem vsi mislijo, da to okej in grejo tja, jurišajo, vložijo, kdor je prvi, zasluži kar dosti, lahko pa tudi ne, ker to je v bistvu startup, ne. Saj ChatGPT je tudi startup bil na začetku, dokler ga ni kupil Microsoft, ne. Jaz sem bila razočarana, ko ga je kupil Microsoft in mislim, kako naj rečem, brezplačno verzijo se da do neke mere uporabljati in potem, če hočeš res nekaj več, boljše, pač res moraš veliko plačati. Kdo bo od nas manjših sploh društvo recimo plačeval toliko denarja, da prideš do nečesa, ne? Če pa vse delaš na peš, se lahko, smo sposobni, ni problem, ampak dolgo časa traja in nisi konkurenčen proti ostalemu svetu, a ne, je to težava. Okej, zdaj, jaz nisem še uporabljala, zato nimam v bistvu nobenega mnenja, ne. Menim pa, da je konkurenca zelo v redu. Zelo v redu, a ne. Zdaj, videla te velike premike denarja sem jaz že videla recimo prvič takrat, ko je iz Bitcoina jurišal ne vem koliko milijard, 17 ali koliko milijard denarja v
neko podjetje, ki se je rušilo na Kitajskem, eno največjih nepremičninskih podjetij, mi je šlo iz glave, katero to že je, ampak to sem prvič videla take res velike premike denarja na lastne oči, ko sem se ukvarjala s tem, kako bi kupila, kaj bi kupila na pač kripto nekaj let nazaj in sem to videla, pač te premike. In te premike je videti tudi na borzah, samo ne takih mičkanih, kakor so evropske, ampak res teh velikih borzah se vidijo te veliki premiki. Mi nismo obveščeni o tem, nismo v ozadju, tako da moraš res paziti v bistvu, kaj verjameš, koga poslušaš, katere medije, katere politike. V bistvu moje mišljenje je, da nič od tega ni dobro poslušati. Je fajn v bistvu pač biti zelo previden, mi, ki nismo pri koritih, je boljše, da smo mičkom počasnejši, kakor da smo med prvimi, ker pač nimaš toliko denarja, da bi kaj izgubljal. Ampak tale DeepSeek mene zanima kot orodje. Kot orodje, zato sem šla v bistvu iti pogledati, kaj to je. In okej, zdaj app je za mobilne telefone, jaz sem zdaj na računalniku, pa bomo v bistvu kliknili tole. Kaj narediti, zlogirati se, nimamo računa, tukaj piše, da več ali manj smo vsi, je ves folk jurišal gor, je možno, da ne pridemo do tega, da bi se zlogirali. Ja, to je bilo tudi pri ChatGPT na začetku, je bil hype, zelo velik hype, tudi jaz sem objavila takrat videe, smo začeli uporabljati in si težko prišel zraven. Jaz sem čakala nekaj dni, da sem prišla na vrsto. No, pa probajmo z Googlom se prijaviti, jaz bom kar tegale službenega izbrala. Bomo videli od društva, kaj bo. No, prišla sem, hi, I'm DeepSeek. Ok, cool, jaz sem prišla noter, zelo hitro. Ok, to je chat, zgleda, tukaj imam profil, odlično, message, pa ga bom vprašala, če govori slovensko. Ali, najprej mora konca Bluetooth, ali govoriš slovensko. No, pa da vidimo, kaj bo rekel. Da govorim, kako vam lahko pomagam. Yes, ok. Dajmo, kaj je DeepSeek? Kaj je DeepSeek? Da vidimo, kaj bo napisal. Podjetje, ki se ukvarja z razvojem naprednih tehnologij, predvsem na področju umetne inteligence, specializirano za raziskave, razvoj rešitev, ki vključujejo analizo podatkov, NLP. Okay. Dobro, kdo je ustanovitelj in kdaj? Da vidimo. Ok, se pravi, noče govoriti o tem, kdo je to ustanovil. Datuma? Nima. Zanimivo. Zdaj, ChatGPT v bistvu je pobral, jaz sem njega tudi spraševala o DeepSeek in mi je pobral, v bistvu v članku, imam obširen članek napisan, poglejte, spodaj je link, vedno, zdaj po novem, ko snimam, imam tudi zelo obširne članke, kjer si lahko preberete. V glavnem je ChatGPT je prebrskal komplet internet in je najdel podatke, če so pravi, tako da sem jih jaz tam navedla in pa tudi vire, ki je ChatGPT to našel. Tako da si pogledajte spodaj link, kako pa kaj, pač DeepSeek in tako. V glavnem, dobro. Get app. Dobro.
Ali lahko poveš, zakaj se vsi posebej konkurenčna ameriška podjetja bojijo tvoje tehnologije? Pa da vidimo, kako je naučena, ne? Tu bomo zdaj videli, kako je sprogramiran. Hvala za vprašanje, da sem samo AI asistent in ne predstavljam nobene konkretne podjetja, tehnologije. Zanimivo. Okej, noče. Tako je bil ChatGPT na začetku, a ne? To je bil na začetku, v bistvu ni hotel povedati določenih podatkov in pač ni se dalo z njim komunicirati. Sicer ta tehnologija mene še ne pozna z mojega načina komuniciranja. Zdaj recimo s ChatGPT že zelo dolgo časa delam, tudi pozna me, v bistvu se tudi učiva drug od drugega, dejansko se učita umetna inteligenca do neke mere, no. Se uči in se da zelo fino lepo komunicirati. In na začetku me je tudi ChatGPT precej blokiral kakor neko nevarno osebo, ker sem imela vprašanja, ki jih nimajo drugi, a ne, ampak zdaj tega ne dela več, ampak brska po meni pa mi da podvprašanja, pa nekako se zmeniva, no. Je kar v redu. Moram reči, da je kar v redu. Sicer me je zadnjič, očitno je Microsoft nekako to zdaj drugače naredil in me je vprašal, če se lahko uči od mene, pa sem kliknila ne. Zaradi tega, ker so neke know-how stvari, ki jih jaz tudi z njim debatiram v zvezi z zdravjem, pa zdravstvom, pa farmacijo in temi zadevami, ker raziskujemo v bistvu v društvu pač zdravje, in ne želim, da gre to ven, nekam v svet te zadeve, ker to so naše ideje in to so stvari, ki bomo mi, ki jih mi nekako urejamo oziroma poskušamo neke paketke narediti za zdravljenje ljudi oziroma za pomoč ljudem, ker ne smem uporabljati besedo zdravljenje, ki je rezervirana, ne boste verjeli, za pač neke lobije. Torej, pomoč ljudem pri zdravju in psihi in v glavnem zelo res pomagamo zadnje čase in smo prišli res daleč s svojo pametjo in preizkusi, kako priti do boljšega počutja, zdravja oziroma stvari, ki jih recimo, ki reče medicina, uradna medicina, da ne ve, ne zna, nima rešitev, mi sami rešitve poiščemo in so učinkovite. O tem govorim. Rada bi imela svojo kliniko, k temu gremo, nimamo dovolj še sredstev, niti posluha vlagateljev, ampak naš čas očitno še prihaja. Zdaj pa, kaj bi mi lahko, napiši 300-besedni članek o ChatGPT. Da vidimo, kaj bo on naredil, to je konkurenca. ChatGPT, revolucija v svetu umetne inteligence, OpenAI, to pa ve, ne. To pa ve, ne vem. Dobro. Odličen jezik slovenski, čeprav ni lep stil, no, stil ni v redu. Stil jaz absolutno bi popravila s svojim dolgoletnim znanjem slovenščine oziroma profesionalnim znanjem. Zdaj pa vprašamo, kaj zmore vse DeepSeek. Da vidimo, kaj bo rekel, kaj vse zmore. Vem, da slikce lahko naredi. To ponavlja. Analiza podatkov, to lahko naredi. Strojno učenje, trendi, jezikovna obdelava, industrijske rešitve, avtomatizacija,
nalog, varnost podatkov, dobro. Ali poznaš programske kode ali programiraš? To recimo ChatGPT zna. Da, ok, super. Python, JavaScript, C++, HTML, CSS, odlično, to je fajn, bom jaz to probala. Mene to zdaj zanima. Ali narediš slike, da vidimo, generiraš, nažalost ne ostanem slik. Ok, zdaj ChatGPT vse to zna že narediti sam, čeprav je ta DeepSeek Janus, to je nekaj. To še ni očitno to res v povojih, je zelo v povojih, tako da je treba malo raziskovati, ampak po mojem bi se to znalo dobro uporabljati, tako da evo. Ali si brezplačen in imaš kakšne omejitve? Ne vidimo. Da, sem brezplačen, z uporabo imam nekaj omejitev, znanje, ja, smo ugotovili, zmogljivosti, ja, smo ugotovili, greš počasneje kot ChatGPT, ki ima enormne količine strežnikov. Ok, to me zanima. Kako deluješ ali uporabljaš strežnike in katere, me res zanima. Deluje na naprednih algoritmov umetne inteligence, strojnega učenja, ki poganjajo zmogljivi strežniki, ok. Vhodni podatki, ne bo povedal. Oblačni strežniki, oblakih Amazon, ok, Amazon strežnike uporablja, ok, to sem predvidevala, da je tako in mi je potrdil, že ko sem raziskovala tole, kar so, a veste, ljudje so govorili in pisali, ja, to ne rabi nobene energije in ne, lejte, tudi govorili so v kriptu, to isto, in ko sem šla raziskovati, vsi, ki to govorijo, je pa proof of stake, kaj tazga uporabljajo nekaj uporabljajo, nekdo plača, nekdo ima strežniki, nekdo to plačuje. Nekdo je v ozadju, ki to plača. Vedno je tako. Vse transakcije. Je energija, je infrastruktura in pač nekaj je. In če naletite na to, da vse zastonj, ni, to nekdo plača. Nekdo to plačuje. Ampak verjetno ne bo to povedal, ne bom niti sprašvala brez veze. Samo še to me zanima, pa bomo pa zaključili, ali znaš podatke dobiti iz interneta. Bomo videli, kaj bo rekel. Ne morem. Ok, v realnem času. Se pravi, ok, to je isto, kot je bil ChatGPT na začetku. Bo bolj ali isto. Ne vidim neke velike razlike, pač in tudi ne vidim zakaj je toliko velik hype dejansko. Po mojem mišljenju je samo zaradi tega, ker je zadeva bistveno cenejša, pač, kot je vse na Kitajskem, tudi ko so Bitcoin rudarili, na Kitajskem je bilo to definitivno najcenejša varianta. Ampak pač, ko so se kitajske zadeve začele rušiti in tudi, ko je vse skupaj postalo drago in pač vlada se nekaj spomne, pa politika, pa to in pa so banali Bitcoin in je pač zdaj sedež v ZDA in tam so najdeli za Bitcoin rudarjenje, ker je zelo drago, so najdeli pač nek vulkan, ki poganja to zdaj, pač te stroje in elektriko dela in pač, kar je super, kar je v redu, pač, zakaj ne bi izkoristili vulkan, da se dela nek Bitcoin, fajn, pač dobra rešitev, dobra ideja, jo pozdravljamo, in pač se elektrika ne krade ljudem.
Dobro, to je zaenkrat vse. Probajte, dala bom link spodaj v povezavo, poglejte tudi članek o tem in ne vem, lahko komentirate. Lep dan, srečno, zdravo.